Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, gledalke in gledalci v novi epizodi, tokrat premierno video podcasta Na pravi strani. Z menoj sta tokratna gost in gostja, spoštovana predsednica Združenja Ona ve, Marta Kos, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dober dan. In pozdravljeni spoštovani predsednik uprave RTV Slovenija, Zvezdan Martič. Pozdravljene poslušalke in poslušalci, pa kot vidim tudi gledalke in gledalci. Tako. Najlepša hvala, da sta se odzvala vabilu in dobrodošla na pravi strani. Z velikim veseljem. V čast mi je. Danes je zgodovinski dan za Slovenijo in za slovenske medije. V imenu RTV Slovenija in Združenja Ona ve sta podpisala zavezo 50-50. Kaj to pomeni? Zaveza 50-50. Marta Kos. Zaveza 50-50 pomeni, da si bomo s skupnimi močmi, z medijem, ki je najpomembnejši v naši državi, to je javna radiotelevizija, prizadevali, da bi se izboljšalo trenutno slabo stanje, ko gre za goste in gostje v vaših oddajah, kjer namreč še vedno prevladujejo moški. Res je, kot ste rekli, zgodovinski dan predvsem zaradi tega, ker smo prišli do točke, ko tudi eden od medijev ugotavlja, da je treba na tem nekaj narediti. Želim pa poudariti, da ko me velikokrat potem vpraša, to pomeni, da ženskam gre slabo. Ženskam v Sloveniji nam gre relativno dobro, a pa celo relativno bi lahko izpustila. Je pa področje, s katerim se v preteklosti nismo ukvarjali, in sicer z reprezentativnostjo žensk v javnem prostoru, na javnih dogodkih in še posebej tudi v medijih. Namreč tudi tukaj ugotavljamo, da so v prednosti moški. Zakaj? O tem bomo verjetno še tudi govorili. Prej sem povedala na podpisu zaveze, da sem ganjena, posebej ganjena tudi zaradi tega, ker to delamo z javno radiotelevizijo in si obetam, da bodo našemu partnerstvu sledila tudi še druga. In ganjena sem tudi zaradi tega, ker je RTV Slovenija bil moj prvi delodajalec. Zvezdan Martič, kako to, da ste se odločili pristopiti k tej zavezi? Kdo je bil predlagatelj? Pa morda na kratko, kaj pravzaprav lahko pričakujemo od te zaveze? Kakšni bodo ukrepi v navednicah? Jaz bi vprašanje drugače postavil, zakaj tega nismo naredili prej? Zakaj tega že kdo ni naredil prej? Ker to, da se v 21. stoletju o tem sploh moramo pogovarjati, se meni zdi nekje med žalostno pa sramotno. Bom zašel čist nekam drugam. Ko sem v svojih novinarskih vodah kdaj delal kakšne stvari, sem bil šokiran, ker sem nekako živel v prepričanju, da živimo v nekem urejenem svetu in da nekoč v srednjem veku ali pa ne vem, daleč nazaj bilo neurejeno, zdaj imamo pa vse super, ne. Da so pač sužnje lastništvo ukinili po državljanski vojni v Ameriki, da imajo ženske volilno pravico, da bla, 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 ne. Potem mislim, da se prvi dogodek, tak, ki se ga spomnim, ko sem v Avstraliji ugotovil, da so do leta 1970 odvzemali otroke aboriginom, ne. Pa kdaj so šele v Švici, to bo draga Marta vedela več, ženske dobile volilno pravico, in to je tisto, da ti odpre, da mogoče v tvojem balončku je vse okej, izven tega balončka ni vse v redu, ne. To ne nazadnje tega, da pa ugotoviš, da tudi v tvojem mikrobalončku ni v redu, ker živimo v nekih navadah, ki jih jemljemo kot samo po sebi umevne, ne, da jih mogoče celo sam delaš neke stvari narobe, ker ti nihče nikoli ni povedal, da je to narobe, ne. Tako da jaz mislim, da je zadnji čas, da smo to podpisali, no. K čemu konkretno se zavezujete, na kratko? Ker Zvezdan je skromen in ni povedal, da je bila v bistvu njegova ideja.
da podpišemo zavezo. Takrat še nisva uporabljala tega imena. Namreč v Združenju Ona ve preko družbenih omrežij že kar več kot leto dni objavljamo rezultate štetja na roko, koliko gostov in gosti je v posameznih oddajah. Med drugim vedno naredimo tudi primerjavo Odmevov in pa 24 ur zvečer. In po zadnji se mi je zdelo smiselno, če že ves čas kritiziramo, ker so bila razmerja ali so slaba. Mislim, da je pošteno, da enkrat stopim do predsednika uprave in mu tudi osebno razložim, zakaj se nam zdi, da to ni dobro. Zelo hitro me je sprejel. In ko sem predstavljala, kaj pa lahko zdaj skupaj naredimo, je padla ideja, pa dajmo mi nekaj podpisati, ker se bomo tega držali in zavestno delali na tem. Tako da iskrena hvala še enkrat, da si dal to pobudo in da smo jo danes podpisali. V Združenju Ona ve ste skupaj s Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Stirlingu naredili eno raziskavo o položaju žensk v slovenskih medijih. Hkrati štejete na roke, pravite Marta Kos. Mogoče na kratko nekaj o izsledkih raziskave, namreč številke so pomembne. S številkami morda prepričamo skeptike. Prosim, nekaj kratkih podatkov, povzetkov pravzaprav. Drži, številke so zelo pomembne. Velikokrat kdo reče, kaj se razburjaš, saj stanje ni slabo. Stanje ni slabo, ampak ko povemo nekaj številk, se pa lahko zamislimo. In sicer, ali so to številke v medijih, ali so konec koncev tudi številke, recimo, kjer spremljamo, koliko prejemnic je najvišjih državnih odlikovanj ali drugih pomembnih nagrad na državni ravni. Raziskava, ki ste jo omenili, je pokazala, da v več kot 70% primerov viri informacij v Sloveniji moški. Spremljali smo časopise, spremljali smo 3 časopise, spremljali smo radio, nacionalno televizijo in pa tudi Pop TV in prišli do približno podobnih rezultatov. 73% virov so moški. Pomemben rezultat je bil tudi ta, da so moški predstavljeni v boljši luči, v smislu, gledali smo raziskavo v enem tednu, ko se je govorilo o ministrih, so bila izpostavljena njihova imena, in ko se je govorilo o dosežkih, to je bil dosežek ministra. Ko so bile pa predstavljene ministrice in dosežki ministrstva, ki jih vodijo, pa včasih sploh niso bile omenjene, ali pa je bil rezultat, dosežek pripisan celotnemu ministrstvu oziroma ekipi. Ugotovili smo tudi, da so o pomembnih temah s področji gospodarstva, politike govorili pretežno moški, da so se ženske vključevale ne toliko v teh tipičnih temah, kot so ponavadi recimo sociala, zdravstvo. In seveda tudi smo ugotovili, da mnogi mediji, novinarji niso občutljivi na spolno rabo jezika in se je pretežno uporabljala moška oblika, celo takrat recimo, ko je šlo očitno za skupino, da je v tej skupini več žensk. Ostalo, kot ste pa rekli, pa štejemo na roke in trenutno tudi še ne vemo, kako bi to drugače počeli. Mogoče bomo zdaj po podpisu zaveze prišli do boljšega načina, namreč koliko gostov ali gosti je v Odmevih, ali TV intervju ali radijski intervju. Rada govorim o prekletstvu tako imenovanih 20%. Približno 20-21% je gosti v Odmevih. Nekoliko boljša je bila radijska oddaja Dogodki in odmevi ob 15:30. Potem se je tudi recimo izkazalo, da je v celotnem lanskem letu v Odmevih bilo 20% gosti, ostalo so bili moški. Leto prej je bilo stanje še bistveno slabše, 12%. Skratka, številke so pomembne. Zakaj? Pomembne so predvsem zaradi tega, da se zavedamo, pa jaz ne bom rekla nujno problema, zavedamo tega, da enostavno obstajajo razlike. In dokler ni številk, tudi ne bomo vedeli to, ali bo to, kar bomo naredili na osnovi naše zaveze, uspešno ali ne bo uspešno. Zato se mi zdi ta monitoring, ki smo ga vključili v podpis zaveze, tudi zelo, zelo pomemben.
K monitoringu še pridemo. Zvezdan Martič, slišali smo številke, nekaj jih imamo, zahvaljujoč združenju Ona ve tudi črno na belem. Kako komentirate te številke? Kje vidite razloge za tako neenako zastopanost spolov v medijih? Vi ste že dolgo časa v medijih, ste v tej temi o zastopanosti žensk v medijih kdaj tudi prej razmišljali? Ste se na uredniških sestankih kdaj pogovarjali o tej problematiki? Ste kdaj šteli, koliko žensk je denimo v informativnih oddajah, v kakšnem prispevku ali prisotnih v okrogli mizi? Zdaj, odgovorov lahko dam ali pa dajo ljudje veliko, jaz bi jih vse spremenil v izgovore, ne. To niso odgovori, to so izgovori. Zdaj, če od ozadja začnem, jaz ne spomnim, da smo uradno o tem kdaj se vsaj kaj resno pogovarjali, vsaj z namenom, da bi to kaj spremenili. Vem pa, da sem sam zaznal kdaj kakšne očitke in da sem sam delal na tem, recimo predvsem sem ta problem zaznal ko sem vodil Ponočni klub, ker so 4 ljudje, poleg voditelja v oddaji, ne, in avtomatsko, če povabiš 3 moške na 1 žensko, pa še sam sem moški, ne, je 4:1, je to že rdeča lučka gori, ne, in sem se tam začel zavedati tega problema, ne. Zdaj, izgovori so pa vedno takšni, ne, da moške je lažje dobiti, pa imamo že neke baze podatkov z moškimi sogovorniki, pa da so moški na več funkcijah, da jih tako ali tako zasedajo in tako naprej, ne. Ampak zakaj pravim, da je to izgovor, ne? Ker je obratno tudi na drugi strani, ne? Ker ko potem iščejo kandidatke in kandidate za neke funkcije, ne, seveda spet posežejo, pogledajo medije, koga pa kaj poznamo, ne, in je zdaj, kaj je bilo prej, kura ali jajce, ne, in ta stalni izgovor, jaz ga ne sprejmem v ničemer, kar delam v življenju, ne, zakaj bi čakal na druge, vedno moraš biti ti tisti, sploh če si v javnem mediju, sploh če imaš kot medij to moč, ne, sploh, ker bom rekel, da je glavni za moje pojme razlog za to lenoba. Ker je najlažje poklicati tistega, ki ga vedno kličemo, najlažje je povabiti tiste analitike, strokovnjake, ki jih vedno, ker vedno rečejo da, in zato rabim 1 minuto časa in sem svoje delo opravil in on je tudi že zverziran, moje priprave na oddajo so nepotrebne, ker bo on že sam znal narediti. Presneto težko pa je poiskati novega gosta ali še težje novo gostjo. Odkriti, pogovoriti se s tem človekom, s to potencialno gostjo, ji razložiti, kaj bo tema, jo pripraviti na pogovor, odkriti, kaj ona ve, česa ne ve, katera so njena strokovna področja, to pa zahteva veliko dela. In ker smo ljudje po naravi leni, je eden od glavnih razlogov za večjo prisotnost moških v tem zaciklanem krogu, ki ga podpira lenoba. A ste pripravljeni tudi na odpor zaposlenih na RTV Slovenija? Namreč strani novinarskih kolegic in kolegov sem slišala predvsem v zadnjih dneh pomisleke, jih bom kar povzela. A ni najbolj pomembno, da imamo v oddajah strokovnjake, ne glede na spol, a zdaj ne pa za vsako ceno iščemo ženske, nimamo dovolj časa za to. Ne, ni najbolj pomembno, pa ja, iščite. Na določenih področjih ni strokovnjaki, ni žensk, nočejo priti, a ni bolj pomembna vsebina, a zdaj pa še ta kriterij ženske. Sem začel z lenobo, ja. Pripravljen sem pri vsem, kar delam v življenju, na odpor. Ko sem začel delati računalniške oddaje, sem bil pripravljen na odpor. Pa ko smo iz teleteksta delali MMC, sem bil pripravljen na odpor, pa se zdaj nihče od tistih več ne spomne in noče spomniti, da so se kot ludisti v 19. stoletju upirali strojem, so se upirali računalnikom, ne. Jaz mislim, da je to še en v seriji izgovorov. Nihče se ne vmešuje v uredniško politiko. Nihče se ne bo vmeševal v uredniško politiko, v samostojnost novinarjev. Mi samo opozarjamo, ali pa bom rekel jaz in ona ve, opozarjamo na to, da je treba pri tem tudi tako gledati. Če so ljudje bili pripravljeni slišati, da je treba politično zadeve uravnotežiti, da ne moramo imeti samo levih ali samo desnih, pa to ni vmešavanje. To je se je pač treba potruditi, razumeti to in nekako v podzavesti imeti, ja, mogoče pa tudi na to treba malo pomisliti, ne.
Enako bom še tako rekel, ker sem iz Celja, ne, je ves čas bilo, samo Ljubljančani so v studiu. In zakaj so samo Ljubljančani v studiu? Ker je lažje nekomu priti z ekonomske fakultete v Ljubljani, kot nekomu iz ekonomske fakultete v Mariboru. Ampak da se pa ga povabiti v studio v Maribor preko interneta, preko česarkoli. Skratka, da se in treba je razmišljati tudi v to smer. Omenili ste politično uravnoteženost. To je tista tema, ki je vedno nekako na tapeti na RTV-ju. Hkrati se pa zdi tak občutek je, da nikoli se pa ni odprlo to vprašanje te osnovne neuravnoteženosti, se pravi zastopanosti ljudi po spolih. Marta Kos. Kar je izjemno zanimivo. Jaz sem vedno navdušena nad mediji, predvsem zaradi tega, ker imajo izjemno moč. Veste, celo včasih bistveno večjo moč, kot jo ima recimo predsednik vlade. Poznamo sindroma, ne, moja mama bo verjela temu ali stara mama bo verjela temu, kar je slišala po televiziji, ne bo pa verjela meni, ki bom povedala resnico. Pomeni, silna moč televizije je v tem in radija. Koga predstavlja in na kakšen način ga predstavlja. Združenje Ona ve ni ena splošna organizacija za enakost spolov. Mi smo izjemno fokusirani in to vedno rada poudarjam. Fokusirani smo na reprezentativnost žensk v medijih in pa na javnih dogodkih, skratka v javnem prostoru. Zakaj? Kot je bilo vaše vprašanje, s tem se ni nihče ukvarjal. Imajo pa mediji izjemen vpliv na to, kakšna mnenja, stališča si ljudje oblikujejo o določeni vsebini. In iz te zaveze, ki smo jo podpisali, pričakujem že to, ker se bo o tem več govorilo in to v javnem mediju, na javnem radiju in pa televiziji, bodo ljudje postali tudi bolj pozorni. Zdaj, zakaj je to v Sloveniji tako zelo pozno? Drugje je tega že precej. Poznamo res izjemen primer dobre prakse BBC-ja, 50-50 Equality, enakost. Leta 2017 so začeli, vključenih je več kot 130 institucij iz 30 držav in dosegajo napredek. Merijo seveda tako, kot bomo mi tudi. Predvsem pa, kaj se mi je zgodilo, ko to poročajo tudi v BBC-ju. Zgodilo se je to, da so gledalci in poslušalci opazili, da je več žensk in posledično so dobili tudi več poslušalk. In se mi zdi izjemen fenomen. Pomeni, gre za izjemno pomemben družbeni projekt, kjer bomo skupaj skrbeli za to, da če je že 50% žensk v Sloveniji, plus minus nekoliko manj nas je kot moških, naj se to odraža tudi v poročanju medijev. Bistveno vprašanje, Zvezdan Martič, zaveza 50-50, k čemu konkretno ste se zavezali? Zavezali smo se k temu, da bomo poskušali doseči to enakost. Zato poudarjam še enkrat, to ni vmešavanje v novinarsko-uredniško politiko, ampak tako kot pri vseh ostalih stvareh, zavezali smo se, da ne bomo preveč onesnaževali planeta. Pa to zdaj ni kazni, če se nekdo vzame plastičen lonček, ne? Ampak je opozorilo, da če boš vzel plastičen lonček, boš onesnaževal, da obstajajo drugi načini. Obstaja steklen kozarec, obstaja papirnat in tako naprej in tukaj tudi enako. In ker sem z naskokom najstarejši v tem studiu, ne, če se spomnim nekih drugih časov, so bile neki vzorci, neko obnašanje normalni. Dokler ti nekdo ne pove, da je nekaj narobe, tega pač ne veš. Pse smo imeli na verigah. Jaz sem prepričan, da nihče od naših dedkov, pa babic, pa prababic ni mislil, da je slab človek zaradi tega, ker je imel psa na verigi. Ampak nihče mu ni povedal, da to ni prav. Zdaj to vemo, da ni prav in se vsi zgražamo, če ima kdo psa na verigi. In v tej luči lahko dam še zdaj 516 primerov, ne, je treba pač na stvari opozarjati in povedati, kaj ni prav, povedati, kaj je prav, omogočiti to. Omogočiti je pa ključna vloga Ona ve, ker ko sem prej rekel o lenobi oziroma kaj je laže. Če iščem nekoga za temo o ekonomiji, pa imam sedaj 5 ekonomistov z Ljubljanske fakultete za ekonomijo, na spletni strani Ona ve, imajo žensko, imajo izobraževanje za te gostje
imajo prepričevanje teh ljudi, teh strokovnjakinj, da bodo se pozitivno odzvale. Kar pomeni, da ni tle samo naša neka prazna zaveza, ampak ona ponuja tudi pomoč pri tem in ni več nobenega izgovora. No? Kaj pa monitoring? Omenjate monitoring, na kakšen način ga boste izvajali? Vemo, recimo monitoring izvajajo na danski javni radioteleviziji, pa švedski mediji uporabljajo tako imenovane bele table, kamor polagajo res dejansko za vsako oddajo zelene in rdeče magnete, tako je, in štejejo, koliko je moških, koliko je žensk. Ali boste delali kaj podobnega oziroma predlagali uredništvom konkretne, podobne rešitve? Z Marto, mimogrede, ker se poznava že celo življenje, se tikava, mislim službeno celo življenje, ne prej, smo se že začeli pogovarjati, kdo bi naj bil v tej delovni skupini, in ta delovna skupina bo sama postavila pravila in način dela, in to se seveda ne bo vmešaval ne predsednik uprave, mislim pa, da ne tudi predsednica, ona ve. Predvsem pa želimo pomagati, pomagati v tem smislu, da sočno si prej rekel, lenoba je lahko velikokrat seveda tudi osnova izumom in inovacijam. In pričakujem, da se bo to zgodilo tudi v tem primeru. Pomeni, če bomo mi imeli nov nabor strokovnjakinj, žensk, k čemur želimo tudi v našem združenju prispevati, bo tudi novinarjem potem lažje. Je pa zaveza tudi na naši strani, pomeni, če nimamo, strokovnjakinje, zdaj govorim na pamet, na področju vpliva umetne inteligence na šport, se bomo potrudile in to tudi našle. Zato se mi zdi nepomembno govoriti o partnerstvu. Monitoring je pomemben zaradi česa. Jaz bi bila zelo zafrustrirana, če bi mi rekli, zdaj bomo to spremljali, ampak kako bomo spremljali in kako bomo vedeli, ali smo dosegli kakšen rezultat, če tega ne bomo merili. Nekdo je že govoril o tem, mi smo uporabili besedo monitoring, nekdo je uporabil škodoželjnež besedo nadzirali. Nadzor bomo izvedli. Ma kakšen nadzor? Poleg tega tudi ne gre za to, da bi se zdaj vmešavali, koliko žensk bo recimo v upravi ali v uredništvih RTV Slovenija. To nas ne zanima. Ukvarjamo se izključno in v tej zavezi gre za gostje in goste, ki bojo nastopali v različnih oddajah. Enakost spolov je temeljna vrednota, temeljno načelo Evropske unije in vsake napredne demokratične družbe. V Sloveniji se zdi, da se ravno pri tej temi še kar naprej zatika. Zakaj? Poglejte, že raziskava, ki smo jo prej omenjali. Mi smo s to raziskavo ugotovili, da enakost spolov ni tema, o kateri se v Sloveniji poroča. Ali da se recimo nikomur ne zdi vredno biti pozoren na to, da uporablja obe obliki, moško in žensko obliko, recimo kandidati in kandidatke. Če se uporabljajo potem, včasih je v oklepaju napisano od zdaj naprej, kandidati, lahko bi se enako uporabljajo tudi kandidatke. Včasih so tiste malenkosti, ki bodo zagotovo prispevali k temu. Zdaj nazaj k vašemu vprašanju. Mislim, da smo se v Sloveniji po osamosvojitvi, ko nam je bilo zagotovljeno v pravno-formalnem smislu ženskam seveda enake pravice kot moškim, polenili na način, saj to že imamo, zakaj bi se na tem področju še kakorkoli trudili. Kot ugotavljamo danes, zlasti pod vplivom tako levih kot desnih populistov, se lahko to hitro obrne v smer, ki pomeni iti ne en korak nazaj, ampak več korakov nazaj. Zato je tema enakost spolov in ne govorimo samo o moških in o ženskah, čeprav v večini primerov mislimo na moške in pa ženske, tudi jaz uporabljam izraz več žensk, ampak recimo tudi v raziskavi smo ugotovili, o drugih spolnih identitetah se v Sloveniji enostavno ne govori. Pomeni, in še enkrat, silna moč javne radiotelevizije, eden najbolj gledanih medijev, tudi eden poslušanih medijev je, če bomo o tem ne samo govorili, ampak tudi delali, bodo ljudje to opazili. In jaz sem
Že zdaj, a ne, v pričakovanju tega, kakšna bo statistika čez eno leto, ker če nam ne uspe vsaj za 50%, ne, prej me je nekdo vprašal, ne, kaj pa bi bil za vas uspeh na osnovi te zaveze, da bomo čez eno leto že lahko rekli, smo na 50-50 ali mogoče pri kakšni oddaji celo 51-49 v prid gosti. Če mogoče nadaljujemo kar pri tej enakosti spolov, da, občutek na splošno je, da je v Sloveniji vse v redu in zakaj bi se pravzaprav s tem ukvarjali. Ampak vendarle, če pogledamo podrobnosti, plačna vrzel, nasilje nad ženskami, položaj žensk na vodstvenih položajih. To je vse povezano, ne? Prav imate, in stališča mladih. A veste, lanskega novembra je bila objavljena mednarodna raziskava, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, o državljanski vzgoji v osnovni šoli. In kaj se je izkazalo? Eno od področij je bilo tudi enakost spolov. Izkazalo se je, 43% slovenskih fantov, rojenih leta 2009, pomeni osmošolcev, meni, 43% jih meni, da so moški v politiki boljši od žensk. Skoraj da 40% jih meni, da če bi prišlo do krize v gospodarstvu, morajo delovna mesta ohraniti moški, če pa slučajno še kaj ostane, pa tudi naj še ženske bodo zaposlene. Od kod prihajajo? To so res fantje rojeni leta 2009. Pomeni, da vedno bomo soočeni s takimi temami. Danes govorimo, ne, pa tudi zadnja Mladina ima na naslovnici, kako so dekleta bolj liberalna in fantje bolj konzervativni. Kažejo tudi mnogi prispevki v Ekonomistu ali v mednarodnem prostoru. Recimo, Velika Britanija je tisto medijsko področje, kjer o gender equality, o enakosti spolov bistveno več tudi poročajo. Celo v konzervativni Švici, kjer so dobili volilno pravico res ženske šele 1971. leta, pa je še cel kup recimo področji, kjer smo ženske diskriminirane, je recimo ena od kantonalnih bank prejšnji teden začela kampanjo v prid ženskam. V Švici in banka, ki velja, recimo Švica konzervativna, banke je konzervativno področje, pa se jim zdi to vredno. Jaz bom zelo vesela, ko bo naše partnerstvo, in želim spregovoriti še o enem načrtu, ki ga imamo v prihodnost. Želimo in bomo v jesenskem času začele v združenju Ona ve pridobivati tudi partnerje izven medijskega prostora za podobne zaveze v smislu, da se, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zavezuje, da bo na vseh dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira, ki jih financira ali sofinancira, poskrbelo za to, da bo udeležba, če se le da, 50-50. Politiko ste omenili. Zvezdan Martič, pred nami so evropske volitve. Slišali smo, mladi fantje menijo, da ženske v politiki nimajo kaj dosti iskati. Najbrž je tukaj relevantno vprašanje, ne le kdo so nosilci in nosilke list, ampak tudi kakšna bo medijska kampanja. Kdo bo pred kamerami in mikrofoni? Zdaj, s tem vprašanjem me zavajate v vmešavanje v uredniško politiko in zato se ga bom izognil. Mi smo sprejeli pravila te volitve. Ta pravila so pač takšna, kot so, bodo veljala, in seveda nikjer v njih ne piše, da bo moških več ali pa kaj takšnega, in vse odločitve so uredniške in tako naprej. Bi pa rekel, ja, tako kot je rekla Marta, da mislimo, da je pri nas vse v redu. Jaz bi vsako stvar gledam in skušam pojasniti relativno in absolutno. Ja, je v redu pri nas bolje kot v nekih drugih državah, slabše kot v nekih drugih državah, ampak moraš pa zraven tudi absolutno številko pogledati. Skratka, če je pri nas, 20% žensk v medijih ali pa na funkcijah, in je to za 2% več kot, v kakšni državi v Grčiji recimo, ali pa 5% manj kot na Švedskem, je še vseeno to samo 20%, Skratka, moramo tako gledati. In jaz v bistvu nikoli tega nisem razumel in gledal tako. Jaz sem inženir po izobrazbi in v prvem letniku od 320 nas je bilo 310 fantov. To se pravi, sem živel in tudi družba je bila taka. To je poklic za moške. Jaz mislim, da danes nihče več ne misli, da je inženir poklic za moške.
da na fakulteti za elektrotehniko, na fakulteti za računalništvo niti približno ne boste videli moških učilnic polnih moških in tako naprej. Ne. Zatka, to se v času enega življenja lahko popolnoma na glavo postavi to dojemanje, ne. In tudi to dojemanje mladih fantov je zgrešeno in ga je treba spremeniti. Ne. Vsaj jaz recimo, če sem kako delitev v življenju imel, v svojem dojemanju sveta, sem večino življenja ljudi ločil na pametne in neumne. To se pravi, ne na leve, desne, ne na moške in ženske, zdaj pa starejši, ko sem jih pa ločim na dobre in slabe. In mislim, da tisti, ki onemogočajo enako, sodijo med slabe. Ne med leve in desne, ne med moške in ženske, ampak med slabe. Enostavno si slab. Marta Kos, če se vrnemo k politiki, k evropskim volitvam, vendarle, kakšna je odgovornost medijev? Zakaj je pomembno, da nam dogajanja, recimo predvolilne kampanje v tem primeru, ne razlagajo vedno eni in isti, večinoma moški komentatorji? Obstaja zagovorniška skupina, ki si prizadeva, da bi ženske v volilni kampanji za evropske volitve dobile enako pomembno mesto kot moški. Zato je tak dvorezen meč. Ne vem, ali bi bilo možno, da bi kakršenkoli medij naredil pravila, v katerih bi bilo za evropske volitve ali za druge volitve napisano, da bodo v studio vabili 50-50. S tem mislim, da bi odvzemali političnim strankam ali kandidatnim listam svobodo, da dajo na volitve najboljše ljudi. To sem tudi sama v dilemi, ko pravim dvorezen meč. Všeč bi mi zagotovo tudi bilo, ampak jaz mislim, da bi lahko posledice za naš demokratični proces bile pa slabe. Kar pomeni, da bi morali štartati tudi na to, da delamo podobne zaveze s političnimi strankami, ki bi se zavezale tudi k temu, da, ko bodo v kampanjah, zdaj za evropske volitve, da bodo v studio pošiljali tudi ženske, ne pa pretežno moški. Je pa res, tako kot pravim, mi v našem združenju nočemo kvalificirati ravnanja medijev ali novinarjev v smislu, nimaš dovolj žensk, si slab medij ali si slab novinar. Gre za to, da najprej štejemo in potem opozarjamo na zelo prijazni in prijeten način, zakaj. Brez partnerstva tu ne bo šlo. In če grem nazaj na politiko, brez partnerstva s politiki tudi ne bo šlo. Tako da nas čaka še precej dela tudi na tem področju. Zvezdan Martič, še eno neprijetno vprašanje imam za vas. Če pogledamo trenutno stanje na RTV Slovenija. Finančna luknja, kadrovski primanjkljaj, krčenje vsebin. Kako nameravate izvajati načelo enakosti spolov v takšni situaciji? Marsikdo se sprašuje, ali so to zdaj prioritete. Tudi to je prioriteta. Zdaj, ker prihajam iz spletnega, velik del kariere sem delal v spletnem mediju, poznamo tam izraz, ki ga RTV-ovci bolj drugače razumejo, večjo pravilnost. Skratka, več stvari se da naenkrat izvajati, več stvari ima lahko enako visoko prioriteto in zdaj pri kakršnikoli racionalizaciji in tako naprej, seveda se nihče ne pogovarja o tem, da bo bolj prizadela moške ali pa ženske. Kjer se pogovarjamo o enakosti, je vsaj, kar se uprave in predsednika uprave tiče, je imenovanje ljudi na vodilna delovna mesta. In v svojem mandatu oziroma v našem mandatu, zdaj nisem štel, ampak boste morda šteli v prihodnje? Ne, ampak lahko že na pamet rečem, je 80-20 za ženske. Tam, kjer sem jaz lahko vplival in kjer sem imel možnost izbire. Imamo različne poglede na svet, na probleme gledamo iz različnih zornih kotov, različne stvari so nam pomembne. Najbrž gre kar za demokratični deficit, če mediji te raznolikosti ne odsevajo. Se pravi, mediji, odgovornost, demokracija. Naredili ste izjemno pomembno povezavo. Namreč, kaj pomeni, če
javni medij, kot je naša nacionalna radio-televizija, ne zagotavlja različnosti. Različnost pa je pogoj za normalno delovanje demokracije. In če tako rečem, preambuli te naše zaveze smo seveda tudi navedli, zakaj mislimo, da je posebna odgovornost tudi RTV Slovenije na tem področju, pomeni zagotavljati različne poglede, zagotavljati to, da ljudje slišijo različna stališča in si sami ustvarijo mnenja. Jaz še vedno pogrešam na javni radioteleviziji komentar. Ko sem se jaz odločila za študij novinarstva, je bil eden od razlogov, zakaj sem šla študirati novinarstvo, so bili tudi številni komentarji gospoda Hudečka, Jurija Gustinčiča, moški pretežno, ampak vendarle izjemen vpliv name so imeli. Seveda takrat sem skorajda verjela, zdaj to so najpametnejši ljudje na svetu in jaz se lahko od njih tudi učim, ampak pomeni, mislim, da mora imeti tudi javna televizija ali medij toliko poguma, da ob tem, ko predstavlja različna stališča, včasih zavzame tudi svoje stališče. Pri nas tega danes ni več iz različnih razlogov tudi. Demokracija lahko deluje takrat, ko so upoštevane vse družbene skupine. Demokracija pa pomeni včasih tudi, da tiste skupine, ki so v večini, zavestno delajo na tem, da pridejo do izraza tudi manjšine. Nekdo me je nekoč vprašal, kar pomeni, a mi moramo zdaj kaznovati moške, da boste ženske dobile več prostora. Ne gre za nobeno kazen in ne gre za to razporeditev. Ampak, če imamo trenutno nepravična razmerja, jih ne moremo rešiti na ta način, da bomo uvajali pravične korake za vse. In mi vemo recimo, da smo tudi v družbi dali posebna pravila za, istospolne ljudi. V Sloveniji je trajalo precej časa, da smo to uredili, da res imajo istospolne enake pravice, ampak jih imajo. Nekateri menijo, da to ne bi bilo potrebno. Predvsem pa, ali moramo mi zdaj, ali morajo mediji res biti advokati, odvetniki enakosti spolov. Ja, kdo drug pa, če imajo tako zelo pomembno vlogo v naši družbi. In mediji kot četrta veja oblasti, kot sem začela na začetku, včasih se mi zdi, da so prva in najmočnejša veja oblasti, ki lahko izjemno vpliva na to, kaj se dogaja v ostalih treh vejah, ali če poenostavim, da tega, kar ni v medijih, se v družbi ni zgodilo. Mediji, četrta veja oblasti, Zvezdan Martič. Morda neka zaključna misel ob koncu tega pogovora? Pa bom oseben za konec, ker imam tudi dve hčerki, obenem sinu, me sprašujeta, predvsem te Vlka, če je to tudi za ženske, kak poklic ali pa kakšna dejavnost, In moje domač odgovor bi rad, da je tudi globalen odgovor, da vsak lahko doseže vse, kar hoče. In ker sem privilegiran v zahodnem svetu, sem zahodnjak, sem belec, sem moški, sem pa hkrati tudi iz province z nedomačim priimkom, tako da poznam obe stvari in sem uspel priti, kamor sem uspel priti, verjamem, da bi vsak moral imeti priložnost, ne glede na spol in vse ostalo, da lahko doseže karkoli želi. Marta Kos? Verjamem v partnerstva različno mislečih in različno delujočih. Želela bi si, da se tudi o temi enakost spolov in mediji pogovarjamo na način, da povemo, če se s kom ne strinjamo, ker samo iz tega lahko nastanejo stvari, ki bodo dobre za celotno družbo. Ni treba biti noben idealist, da vidiš, da se da z majhnimi koraki in sodelovanju narediti izjemno, izjemno veliko. Spoštovana gosta, Marta Kos, Zvezdan Martič, najlepša hvala za vajin obisk v studiu. Hvala za tale pogovor. Hvala za vabilo. Z veseljem.
Spoštovane poslušalke, poslušalci, gledalke in gledalci, vam pa hvala, da ste bili na pravi strani. Ne pozabite se naročiti na podcast, ponovno se vidimo in slišimo čez 14 dni.